Smo že pri četrtku in naši uri slovenščine. Danes se bomo malce posvetili našemu jeziku. Se spomnite že jezikarije, tistega delčka v delovnem zvezku? No, danes bomo spoznali besedice včeraj, danes in jutri. Pozorno prisluhni. V slovenščini poznamo 3 čase, v katerih se lahko pogovarjamo. To je preteklik, ki nam pove, kaj se je zgodilo včeraj, prejšnji teden, lani, minuli oktober, govori o stvareh, ki so se že zgodile. Imamo sedanjik, ki govori o tem, kaj se dogaja danes, zdaj, v točno določenem času, in pa prihodnjik, ki govori, kaj se bo zgodilo jutri, pojutrišnjem, prihodnje leto, mogoče januarja. Govori o neki prihodnosti. Na časovnem traku to izgleda tako. Preteklik se je že zgodil včeraj, nekoč, prejšnji teden, sedanjik je zdaj v tem trenutku in prihodnjik bo jutri, drugi mesec, kmalu, se bo šele zgodil. No, prisluhni. Včeraj nam pove nekaj, kar se je že zgodilo, je že bilo. Danes govori o tem, da nekaj se dogaja, je zdaj, in jutri nekaj se bo zgodilo, se še bo, se ni, a se bo. Včeraj deževalo je, danes dežuje, jutri deževalo bo. Vidimo to deklico, ki je pri besedici danes obrnjena naprej, gleda, kar se to dogaja zdaj, pri včeraj gleda nazaj, se je že zgodilo, in jutri gleda naprej, ker se bo šele zgodilo. Preteklik. Oglejmo si tukaj tole slikico dečka Nina. Kaj je delal Nino včeraj? Odgovori na vprašanje. Kako se je odgovoril? Nino je rolal. Tako, ta besedica je zelo pomembna. Nino je rolal, ker to se je že zgodilo. Poglej si tole deklico. Kaj je delala Nina prejšnji torek? Odgovori. Nina je slikala. Zopet tale besedica je zelo pomembna. Pa poglejmo, kako rečemo v sedanjiku. Kaj dela tale deček? Kaj dela Lovro zdaj? Lovro gleda televizijo. Kaj dela Lucija v tem trenutku? Lucija okrašuje torto. Vidimo, da tukaj ni več tiste besedice je. Kaj pa prihodnjik? Kaj bo delala Lili v petek? Lili bo brala. Kaj bo delal Teo za vikend? Teo bo kolesaril. Tu pa vidimo besedico bo, ki je zelo pomembna. A bodi pazljiv. Nikoli ne uporabi bom bil, ker to ni pravilno. Poglejmo si primer. V ponedeljek bom bil v šoli. To ni pravilno, mogoče to rečemo v našem narečju, ampak pri knjižni slovenščini tega ne smemo uporabljati. Bom bil ne obstaja. V ponedeljek bom v šoli. To pa je pravilno. Jutri bom bil pri babici. Je napačno. Jutri bom pri babici, pa pravilno. Sedaj si pa oglej tele besede. Kaj so to? Tako je, to so dnevi v tednu. Poimenuj jih. Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota, nedelja. Koliko dni v tednu že imamo?
Res je, 7. Ustno odgovori na moje vprašanja. Kateri dan je danes? Kateri dan je bil včeraj? Kateri dan bo jutri? Sedaj pa prisluhni. Včeraj je bil petek. Kateri dan je potem danes? Kateri dan bo jutri? Prisluhni še tole. Jutri bo nedelja. Kateri dan je danes? Kateri dan je bil včeraj? Upam, da ti vprašanja niso povzročila težav. Sedaj pa si oglej tole sliko. Kaj vidiš? Kaj so to? Ja, prikazani so meseci v letu in letni časi. Odgovori na vprašanja. Kateri letni čas je zdaj? Kateri letni čas je bil prej? In kateri letni čas bo potem? Sedaj pa poimenuj po vrsti vse mesece v letu. Sedaj vzemi delovni zvezek na strani 55. Preberi in dopolni. Oglej si sličice in bodi pazljiv. Kaj je delala Eva včeraj, kaj dela danes in kaj bo delala jutri? Spodaj so vprašanja, kaj si ti delal včeraj, kaj delaš danes in kaj boš delal jutri. V zvezek načrte zapiši naslov z rdečo včeraj, danes, jutri in pisno odgovori na spodnja vprašanja. Torej, kaj si delal včeraj? Včeraj sem gledal televizijo, recimo. Izmisli si sam, pazi na velike začetnice in pike.